V Unionski dvorani v Mariboru so danes organizatorji festivala Lent podpisali svečano pogodbo o sodelovanju. Torej, festival bo zaživel 16. Ali je že kaj pubertetniško razpoložen? Torej, mislim, da seveda vedno bolj dozoreva, čeprav je še vedno igriv, tako kot je bil na začetku, raste pa, postaja vseeno vse resnejši, tu pa tanga kaj pubertetniškega še prešine, ampak to je dobro, zaradi tega je pač nagajiv in je takšen, kot je, zaradi tega ga imamo radi. Maribor kot mesto kulture prav gotovo podpira tovrstne prireditve, kot je festival Lent. Ja, mestna občina Maribor skupaj s prebivalkami in prebivalci ne samo, da živi za ta festival in s tem festivalom, ampak ga jasno tudi podpira. Večerovci bomo tudi letos aktivno spremljali festival Lent, kaj ne? Res je, Večer je že 16. leto zraven. Aktivno to pomeni tudi, da bomo del uredništva preselili v času festivala na Lent, kjer bi lahko naši obiskovalci v živo videli, kako nastaja ta časopisna stran Večera, se pravi namenjena Lento. No, bodo še tudi zanimivi intervjuji, zanimive gostje in pa kot vsako leto izbirali bomo najbloga Večerovega bloga Lenta. Ste generalni pokrovitelj Jurčkovega odra. Kaj to vrstno sponzorstvo vašemu podjetju sploh prinaša? Torej, podjetju zagotovo pomeni marsikaj, čeprav je res, da ta sponzorstva, mislim, da mnoga tukaj so predvsem vezana na, ali pa tisti, ki smo bili ta prvi, na podporo temu mestnemu projektu. Mesto to potrebuje in zato smo tudi v začetku pristopili. Kasneje pa seveda v poslovnih povezavah, kot je nekdo danes rekel, če nisi tukaj, potem nisi v Mariboru. In če nisi na Lentu, potem zagotovo nisi del tega mesta, čemu seveda lahko na kakšen način pomagaš. In lahko letos pričakujemo lepo vreme. Torej, vreme mora biti lepo, če pa ne bomo pa vzeli marele, pa bomo ravno tako prišli na Lent. To smo dokazali že v preteklosti in pravzaprav želel bi si lepega vremena, ampak če tudi ne bo, se pa ne bojim.